Gledate oddajo Klepet ob kavi. No, kdo je pa pri vaju doma glavni? Kdo nosi hlače, tako rekoč? Ali mora vedno nekdo nositi hlače, ali mora biti vedno nekdo ta glavni, ali je namen partnerstva, da en čas ima en hlače, drug čas ima drug hlače, kako je dejansko s tem? V moji družbi je Edita Tomič, lepo pozdravljena, dobrodošla. K tebi se številni zatečejo ne samo na reiki in teta healing tečaje, ampak dejansko tudi za osebno svetovanje, ena na ena, ne samo v delavnicah. In dej povej, kako je dejansko v partnerstvu. Je tako, da mora dec nositi hlače in zdaj ženske prevečkrat oblečemo to oblačilo? Je takole, ne, partnerski odnos ne bi bilo tekmovanje ali bojišče, ampak neka homogena enota, kjer seveda temelji vse na dogovoru in pa na razumevanju in sprejemanju. Ampak zaradi vse več samskih oseb, ker nimajo časa pravočasno ali pa nekje spoznati partnerja, je potem nekako hlepimo po tem partnerskem odnosu in seveda takrat ne razmišljamo, da je treba prvo pri sebi postaviti pravila, kakšnega partnerja želimo. Ampak seveda je kar prvo prav in mu dodamo vse lastnosti, kar se potem pokaže, da temu ni tako. In takrat se pa začne boj za prevlado. Seveda v sodobni družbi, žal, vem, da se spet ne bo strinjala, A jaz? to počnemo ženske. A jaz? Ja. Jaz nimam mnenja glede tega. Ne, ker vsi vedno rečejo, da se preveč potegnem za moško populacijo, ampak dejansko je res tukaj, te vloge ženske in pa moškega so se v partnerstvu zelo, zelo zamenjale, in pač, kar je tudi v določeni meri prav, da tudi moški prevzame žensko vlogo ali ženska moškega, ampak vedno to takrat, ko je to potrebno. Ne pa, da se neprestano borimo za dominanto. Ampak zakaj pride dejansko do tega, da vstopi ta tekmovalnost, da vstopi ta borba dejansko v partnerstvo? Če vemo, da ženska je najbolj v svoji moči, kadar je ženska, in moški, kadar je v moškem, in da za to, da se naredi otroka, rabiš in moškega in žensko, se pravi ne bolj moškega, ne bolj žensko. Zakaj pademo v to zanko? Po mojem mnenju je to zaradi tega, ker se vse prepočasneje nekako odločamo za partnerstvo in za otroke, kajti nekako tam od 20. do 30. leta se ti še oblikuješ v odraslo osebnost. In takrat si se še sposoben prilagajati pa sprejemati drugačnost. Potem, ko smo pa kasneje, smo pa mi že odrasla oseba, formirana in se zelo težko prilagajamo ali nekako popustimo. Sploh pa seveda je zdaj tudi trend, da se zelo veliko govori o tej ženski energiji. Nekako se mi zdi, da v Evropi smo izgubile malo kompas zaradi te emancipacije. Na genetski liniji obstaja ogromno prepričanj te ogroženosti, ženske, pač prevlada moških in tako naprej. In se neprestano tekmujemo in borimo z njimi, na vseh področjih, poklicati in seveda tudi v partnerstvu. Najbolj, kar me pa žalosti, je to, da nekako se oseba odloči, ženska, da vse otroka imam lahko sama, moža sploh ne potrebujem, partnerja ne potrebujem in seveda potem tudi v takem duhu vzgajamo svoje otroke in seveda ta otrok nima pravilne predstave, kakšna vloga je v družini potrebna. Tudi moškega, ne samo ženske ali obratno. Seveda je pa tudi to, da so to neke tipične značilnosti v partnerskem odnosu, pokazatelji, kdo je glavni. Naprimer, ženska naj bi bila zadolžena za kuhinjo, kar seveda v sodobnem svetu je nemogoče. Zato so prevzeli tudi določen del moški. Vendar je tukaj en tipični tak pokazatelj, kdo je glavni na tem področju,
prehranjevalne navade, ne. Če ima nekdo pač prehranjevalno navado kot vegan, bo pričakoval, da bo partner absolutno prevzel to njegovo navado, a ne, in tukaj ti že avtomatično podrediš partnerja, ne. Čeprav, ko si se ti odločil za tega partnerja, o tem nisi razmišljal, ne. Potem ravno tako se preseli partner ali pa partnerca k partnerju in začne spreminjati kompletno pohištvo. To se pravi preurejati stanovanje, ne. In Aha, pa ona pride k njemu. ona pride k njemu in začne preurejati, Ja, pa, ne. ampak verjetno zaradi tega, da se bo počutila bolj domače. Ja, ampak tukaj nekaj drugega pomeni na psihološki ravni. A pomeni, da ga hoče... Da hoče njegove stvari vse odmakniti, jaz sem tukaj glavna, ne? Jaz bom tukaj urejala. In ponavadi, sploh v hišah, je, kaj ostane moškemu? Garaža, ne? Ali neka delavnica. Ostalo prevzame... Ja, A veš, vse je to moški je tisti, ki naredi kao hiša, ne? Ženska je pa tista, ki naredi Ja. dom iz tega. tako, ni res, ne? To je genetsko prepričanje. Kaj pa se dogaja, ne? Če smo sposobne prevzeti vse, ne? Zakaj bi potem razmišljale po neki genetiki izpred ne vem kolikih let, ne? To se pravi, bi morale tudi to sprejeti, da so to kompromisi, ne? Dogovor, kako in kaj bomo uredili. Isto tako avto, ne? Včasih na genetski liniji to, da je moški vozil avto pa poskrbel za partnerico in tako naprej, zdaj je to praktično obratno, ne. To se pravi, izgubil se je en zdravi kompromis. Ne znamo se več o tem pogovarjati, ne. Ampak vsak vsiljuje svoje mnenje. Na osebnih svetovanjih, ki me prosijo za partnersko svetovanje, jaz rečem lahko, ampak vsak posebej. Kajti takrat obadva pričakujeta, komu bom jaz rekla, ja, vi imate Se pravi, prav. na katero stran boš šla? Ja, na katero stran bom šla. In pa običajno, ne, se ženska odloči v večini primeri, da partnerja pač, ne, da prideta s partnerjem na to svetovanje, ampak običajno, zakaj to partner naredi? Zaradi tega, ker ga je strah izgubiti partnerico, a ne, dejansko pa razmišlja popolnoma logično in normalno, kaj narobe dela, ker mu ni jasno, ali pa partnerica tudi, ne. In seveda zakaj? Zadnjič me je ena gospa rekla, veste, hvala Bogu, da sem sama prišla do vas, ker jaz sem pričakovala to, da bom partnerja pripeljala in da mu boste vi povedala, kaj on dela narobe v najini zvezi. To se pravi, hodimo po recepte, kako spreminjati druge, ne. Nikakor pa ne, kako bi se mi prilagodili ali pa vzpostavili in normalen odnos v partnerstvu. Tudi v spolnosti tako, ne. Izsiljevanje s seksom je precej pogosta zadeva. Zelo ne? pogosta zadeva, večinoma spet v 80% je to ženska navada, a ne, V ker smislu, so na genetskem nivoju... če boš priden, ti bom dala. Tako je, ja. Ker na genetski liniji, tako in ko imamo ženske ogromno enih zgrešenih prepričanj, kar se tiče spolnosti, ne, da moški se samo strese, da laufa za vsako kiklo in tako naprej, da moraš vedno to potrpeti, da to sploh ni važno itd. In seveda tudi to, ne, velik problem je to, da se tudi ženske ne znamo sprostiti v tem odnosu v spolnosti, kajti strah nas je se predati partnerju, ker nas potem ne bo spoštoval kot žensko, kot mamo, kot pač partnerico, ker je na genetskem nivoju veliko prepričanje, a ne, da žena mora biti resna, a ne, ljubica mora biti pa igriva v postelji, ne. Ja, če bi šli testirati to na genetskem nivoju, bi marsikatera dobila pozitiven odgovor, ne. In Čeprav jaz razumem, kar ti hočeš danes povedati, je, da ni ženska tista, ki nosi hlače in da ni moški tisti, ki nosi hlače. Dopolnjevanje. Dopolnjevanje. Se pravi, ni tle glavni nekdo, ki je glavni. Glejte, jaz tudi rečem tako, dajte napisati 10 stvari, zakaj ste se zaljubili v tega partnerja ali partnerico, a ne? In ko ti razmišljaš, zakaj, takrat tudi
dejansko sprožiš ta miselni proces. Ampak je pa okej, recimo, da se dogovoriš, glej, meni gre na živce, ne vem, pranje perila pa zlaganje, a ne? Kako je to tebi? Ja, to mi ni tok bed, mi je pa buta sto počet. V tem smislu se tako dogovorita. Nikjer ne piše, ne, to so spet genetska prepričanja, da mora moški upravljati taka težja fizična dela, pa šrafati omare, a ne, žena pa kuhati in tako naprej. Kar sploh ni res. Zakaj se ne dogovorimo, lej, ti si tukaj dober, to ti počni, jaz bom pa nekaj drugega. A ni boljš, da moški skuha z užitkom kosilo, ženska pa, naprimer, če uživa v tem, pa prekoplje vrt ali karkoli drugega. Se pravi, ženska dela, moški je pa doma, pa gospodinjo igra. Če ima ustreza, je to tudi okej? Seveda, zakaj pa ne? Ampak ne zaradi tega, da ga imaš potem kot za sužnja. To se pravi, to je trezna, pametna odločitev, ki pa piše, da ženska veliko boljše vzgaja otroke kot moški. Nikjer, ampak ni tako, da ženska s tem moškega dobesedno kastrira? Ne. Da ga ne more spoštovati zaradi tega? Ne, ni res. Dejansko kastriranje je to, da ga ti siliš v nekaj, kar on ne želi početi. In da ga podrejaš, da veliko več zaslužiš, pa mu potem tudi to večkrat omeniš, naprej vržeš, kakšna zguba je, kako ne zna nič popraviti, da moraš majstra poklicati. To je potem podrejanje. To je nekaj drugega. Okay. Če pa on to kvalitetno pa z užitkom naredi, je zakaj pa ne? Tukaj ni nič narobe, ker lejte, vse te stvari tvorijo tudi hormone, frekvenco. Definitivno. In ta frekvenca, hvaležnosti, spoštovanja, se pozna v njunem energijskem polju. Ker mi smo dve enote, in kot par imamo skupno auro. In sedaj, če se začnejo ta negativna prepričanja, pa prepiri, obtoževanja in tako naprej, jeza, zamere, se vsak zapre avtomatično v svojo auro in se tukaj oddaljujeta. Zato tudi jaz učim, da vsaj enkrat na mesec je fajn, da mi lepo svojo auro skupno napolnimo z brezpogojno ljubeznijo. Osnova za to je pa hvaležnost. Kolikrat se pa mi zahvalimo svojemu partnerju, če je naredil kaj dobrega, ali pa sploh ne nič posebnega. Ampak kolikrat se pa zavedamo, super, tudi če sva se kaj skregala zdajle, jaz pogledam partnerja, pa si mislim, hvala Bogu, še vedno sva skupaj in še vedno je tukaj. Na to pozabimo. Nekako neprestano iščemo neke potrditve od zunaj, seveda je pa to najlažje izsiliti od ljudi, ki so nam čustveno blizu in kjer se počutimo varne. To je pa doma pri otroku ali pa pri partnerju. Pri vzgoji isti problem, Ampak, okej, večina ljudi je zdajle ugotovila, najin dom je bojišče, bojišče za prevlado in ta vražji ples, enkrat en, drug, pa vse te ostale zadeve. Kako prideš iz tega tekmovalnega duha v partnerstvo v neko harmonijo dejansko? Prvo se je treba zavedati, tega stavka, na druge se jezimo takrat, ko od njih ne dobimo tisto, kar želimo. To pomeni sebe vprašati, zakaj mene ta partner moti. Kaj ne naredi tistega, kar jaz želim. Zakaj jaz mislim, da mora biti ta kozarec tukaj, ne pa da je lahko tudi tam. To se pravi, da začnemo pri sebi odkrivati svoje vzorce, svoje prepričanja, svoje strahove. Predvsem pa, česa me je strah. Zakaj sem jaz ljubosumen na to osebo. To je odraz nizke samopodobe. Ne pa zato, ker ga imamo tako radi. Ne, strah nas je, da ga bomo izgubili. Potem, zakaj vztrajam z njim? Če me to pa to moti, to se pravi strah pred samote, strah pred prevzemanjem odgovornosti. Vedno se postavimo, ker še skozi omenjam v vlogo žrtve in namesto, da bi mi kaj pri sebi naredili, potem gremo v boj, da spremenimo drugega. Ker pojma nima, kaj mi hočemo. Sploh je pa najboljša stvar v partnerski zvezi to,
Jaz se vem, kaj si mislil. Ni res. Jaz nikoli ne vem, kaj moj partner misli, pa sva 43 let skupaj, ker nisem vedeževalka. Kaj ti jaz njega vidim, tacga, kot ga jaz želim videti. To se pravi, na osnovi mojih prepričanj, mojih strahov in mojih vzorcev. Zdaj pa, če je mene strah ali če sem se navadila čustveno izsiljevati ljudi, s tem, da jih ponižujem, pa obtožujem, bom na tak način igrala to igro, da ga obdržim. Namesto, da bi se s hvaležnostjo, s prijaznostjo, s sprejemanjem, a veste, ogromno je takih malenkosti, ki jih mi vsak dan pozabimo. In jaz tudi vedno rečem, napišite si, kaj on stori za vas ali pa ona, kar ve tisto, kar imate radi. Ne, da mu pospravimo, pa skuhamo, ali pa mi za njega. Jaz vem, on meni vsako jutro skuha kavo, pa bi jo lahko sama. Zapravi, to je neke te male pozornosti. Ne pa, da bi se skozi partnerje pogovarjal, pa razpravljal, pa tako naprej. Ne, besede prenesejo vse. Ampak take podrobnosti, hvaležnost, razumevanje in pa seveda tudi sočutje. En zelo moteč element v partnerski zvezi je tudi starši partnerja ali partnerice. Ja, enkrat sem prebrala, da če bi imeli dejansko odstotek, koliko razvez, koliko ločitev je dejansko zaradi staršev, da bi bilo to zares kar šokirano. Tako. Ja, ampak tukaj, mislim, to je sigurno res, vmešavanje, ampak želim nekaj drugega povedati. Če jaz govorim mojemu partnerju o njegovih starših negativno, to se pravi obtožujoče, jaz avtomatično partnerja postavim pod sebe. To se pravi, njega okarakteriziram, da je slab zaradi njegovih staršev. Se pravi, zlato pravilo, ne govoriti. Ne govoriti, ker jaz vidim njegove starše tako. On je pa njihov otrok. In to je najslabša zadeva, kar lahko. Neprijeten položaj, ne? Zelo. Isto tako pri otrocih, če ti primerjaš otroka z njegovim očetom ali mamo, če sta partnerja ločena, bo otrok dobil zelo nizko samopodobo in tudi občutek krivde, da je on storil nekaj narobe. Zato je treba malo razmišljati, kaj govorimo, pa kaj od partnerja pričakujemo. Ženske se zelo rade pogovarjamo, pa razpravljamo. Pa jaz rečem, no, da mi pa povejte, kaj bi se pa radi z njim pogovorili. Jaz se ne vem. Ja, se pravi, siliš v nekaj, ker sploh ne veš, kaj želiš. Samo zato, da imaš občutek varnosti in neke umetne moči. To je problem. In potem seveda se začne ta fiasko. Odlično, Edita, ogromno takih fajn kosti si nam vrgla, da bomo lahko glodali, preden gremo spat, ponovadi takrat razmišljamo te stvari. In vsekakor dan dajmo torej zaključiti s tem, kaj smo hvaležni svojemu partnerju, kaj je naredil danes, ta teden ali pa ta mesec, kajti to je tisto, kar ohranja to skupno avrično polje, kot sem se danes naučila. Edita Tomič je bila v moji družbi, preverite tudi njene prihajajoče delavnice Theta Healinga, Reikija in seveda k njej lahko pridete tudi na osebno svetovanje 1 na 1.